čustva. 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 Čustva so procesi, ki izražajo človekov vrednostni odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe. Nekatera čustva so osnovna, drugim pa rečemo kompleksna, saj so sestavljena iz osnovnih. Osnovna so univerzalna, kar pomeni, da jih doživljamo vsi ljudje, ne glede na kulturo, v kateri živimo, kompleksna pa so bolj odvisna od družbeno-kulturnih vplivov. Poglejmo nekaj osnovnih čustev. Veselje, na primer, doživljamo, kadar se nam izpolni pomembna želja in ko dosežemo ali se približamo zaželenemu cilju. Žalost doživimo, kadar izgubimo nekaj za nas pomembnega. Strah, kadar ocenimo, da je ogroženo nekaj, kar je za nas pomembno. Jezo pa, kadar želimo spremeniti okoliščine v skladu s svojimi cilji in se doživljamo kot dovolj močne za spremembo. Čustva lahko razdelimo še glede na nekatere druge vidike. Kot smo videli na začetku videa, čustva lahko izražamo preko načina govora in preko glasu. V nekaterih čustvenih stanjih govorimo na primer z višjim glasom, z večjo glasnostjo, z drugo barvo glasu, z drugačno hitrostjo in drugačnim ritmom govora kot v drugih čustvenih stanjih. Poleg načina govora in glasu je pomembna tudi govorica telesa, sem pa spadajo mimika obraza, stik s pogledom, kretnje in telesna drža. Kako se čustva razvijajo? Dojenčki v prvih tednih znajo pokazati le ugodje in neugodje. Postopoma pa se v prvem letu razvijajo osnovna, po prvem pa tudi kompleksna čustva, na primer ljubezen. V drugem in tretjem letu se pojavijo čustva samozavedanja, na primer zavist, ponos, sram. Tekom čustvenega razvoja pa se pri človeku oblikuje tudi čustvena zrelost. Čustveno zrel posameznik izraža ustrezna čustva glede na okoliščine, na primer na pogrebu izraža žalost in neveselja, zmožen je uravnavati doživljanja in izražanje čustev in doživlja tudi raznovrstna in kompleksna čustva. Pomembno vlogo pri doživljanju in izražanju čustev ima učenje, kar je poskušal dokazati tudi John Watson v enem izmed najbolj kontroverznih psiholoških preizkusov. Pan je namreč vključil 11-mesečnega dojenčka Alberta in ga strašil z udarcem jeklene palice. Ko mu je začel ob udarcu jeklene palice prikazovati tudi nekatere živali, na primer potkanov, se deček postopoma ni več ustrašil le zvoka jeklene palice, ampak tudi teh živali, saj je začel povezovati udarec z živalmi. Watson je s svojim dokazovanjem, da so strahovi naučeni, prekršil eno izmed temeljnih etičnih načel psihološke etike, ki prepoveduje, da bi udeleženci med raziskavo doživljali strese. Čustva so povezana z našim vedenjem. V raziskavi so na primer tisti udeleženci, ki so bili pohvaljeni za dobro opravljeno nalogo, bili bolj pripravljeni pomagati tujcu, kateremu je na hodniku iz rok padlo nekaj knjig, kot pa drugi udeleženci. Povezana so tudi z drugimi duševnimi procesi, na primer z ustvarjalnostjo. Bolj kot so bili ljudje vedri, bolj originalne asociacije na dane besede so tvorili v raziskavi. Povezana so tudi čustva z mišljenjem, ki ga usmerjajo, če smo na primer zaljubljeni, mislimo na ljubljeno osebo, in pa z učenjem. Stvari, ki nas čustveno pritegnejo, si hitreje in trajneje zapomnimo. Slovenski kantavtor poje. Res so lahko naporna, po drugi strani pa so pomembna in koristna, saj nam omogočajo učinkovito prilagajanje okolju. Če na primer zagledamo pred seboj medveda, bomo doživeli čustvo strahu in s tem povezane telesne spremembe, na primer pospešeno delovanje srca in dihanje, povišan krvni tlak in mišična prekrvavitev, potenje, manjši občutek za bolečino, manjši apetit.
Te spremembe pa nam bodo pomagale, da se bomo uspešneje soočili z nastalo situacijo, torej se učinkoviteje branili oziroma bežali pred medvedom. Čustva so koristna tudi zato, ker na osnovi čustvenega doživljanja drugih oseb, ki ga zaznamo, potem uravnavamo svoje vedenje. Vidimo na primer žalostno gospo in ji lahko ponudimo roko. Lahko rečemo, da čustva omogočajo bolj učinkovite in ustrezne medosebne odnose. Čustva so zajebana stvar, tudi ko ti ni mar. Glava že misel, da zmore, čustva pa zahtevajo boje. Leto mimo je pride na in da, a danes so spomini